Lepo pozdravljeni, dobrodošli v novi epizodi Popotniškega snepa. Z vami sem Tine Nipič, redni moderator, danes pa nastopam v oddaji sam kot gost. Torej, danes bom govoril o svoji grški avanturi, preden pa se lotim uvoda v grško avanturo, pa vam povem nekaj malega o popotniškem združenju, torej, ko ga že poznate. Za oddajo skrbi Popotniško združenje Slovenije, v povezavi oziroma s pomočjo organizacije Mladi Maribor. To je eden izmed projektov Popotniškega združenja, eden izmed takšnih je tudi, poleg oddaje, seveda tudi spletna revija Globetrotter, v kateri lahko najdete mnogo popotniških člankov, nasvetov za potovanja in tako naprej, ki so seveda delo naših prostovoljnih novinarjev. Torej, da ne bom predolg, sedaj vam bom predstavil mojo grško izkušnjo, torej to je prvi del, ki poteka v živo, da se pa zdaj predstavim k mojim fotografijam, z uvodom lahko začnem tako, da moja grška avantura, zakaj sem dal takšen naslov tej predstavitvi, temu doživetju, torej to doživetje temelji ne toliko na kraju, kamor sem se odpravil, ampak bolj na eni posebni osebi, ki je naredila to doživetje res pravo doživetje, no. Lansko poletje, torej leta 2022, sem se odločil, da bom poletje preživel torej v tujini, da bom poskušal delati v tujini, no, da si pridobiti neko posebno izkušnjo, in to se mi je zgodilo, ko sem zasledil v programu Studio Turistika, ki poteka v okviru Fakultete za turistične študije turistike v Portorožu, kjer tudi študiram, priložnost za delo v Grčiji, na enem odročnem otoku, kjer bi lahko prostovoljno delam v kampu, s tem, da lahko tako brezplačno bivam in še ostale storitve pridobivam brezplačno. Torej, takoj me je ta priložnost premamila, zato sem se dejansko dogovoril s tem delodajalcem v tem kampu in se podal na pot 30. julija. Torej sem odpotoval na en odročen otok, ki vam ga bom sedaj predstavil, torej za slab mesec dni. Pot se je začela tako, da sem letel najprej v Kos, torej Kos, otok Kos je kot turističen otok, torej v otočju Dodekanes, katerega glavni otok je seveda Rodos, ki ga verjetno poznate, no. Od Kosa sem pa dalje s trajektom prišel do Lerosa. Evo, če nadaljujem, Leros, to je ta otok, moja ciljna destinacija, kjer sem tudi prostovoljno delal v kampu, no. Torej ta otok še ni turistično tako odkrit kot ostali grški otoki, no. Lahko rečem, da tukaj še se turistično prebuja otok in zaradi tega je bolj prvinski, no. Zato je res drugačen utrip v tem mestu. Torej, takoj, ko sem prišel s trajektom v pristanišče Agia Marina, sem se odpravil do enega naselja južneje od otoka. Ta otok je drugače severneje od otoka Kos in Rodos, torej to je obali Turčije, v jugovzhodnem delu Egejskega morja. No, in sem se odpravil do naselja Ksirokambos, kjer se je nahajal ta kamp, kjer me je pričakal torej moj poseben prijatelj, torej delodajalec, ki mu je bilo ime Panos. Torej oseba na levi je bila lastnik tega kampa, Leros Camping and Diving se mu reče uradno, in to je ta gospod, ki me je sprejel, pri katerem sem torej en mesec opravil prostovoljno delo, zato sem pri njemu jedel, bival in tudi doživljal pravo Grčijo. Skozi oddajo bom se veliko posvečal njemu, no, ga bom poskušal podrobneje predstaviti, no, ker je to res en res poseben človek, no, res karizmatičen človek, ki je imel veliko pomembnost na tem otoku, no. Ni ga bilo človeka, ki je na tem otoku, ki dejansko Panosa ne bi poznal. Sem pa pred kratkim oziroma pred nekaj časa izvedel, da je žal Panos preminil, tako da to oddajo, to grško avanturo dejansko posvečam danes njemu, zato bom poskušal predstaviti, no, kako pomemben vpliv je imel name v tem dosedanjem življenju, no, in kako je ta izkušnja me zaznamovala. Torej, kot vidite na desni sliki, to je njegov kamp. Tukaj je vsak dan v tem stolu nadzoroval, gledal, pričakoval turiste. Kot vidite, to je bil glavni del kampa, no. Tukaj smo stregla zajtrke in večerje, tukaj je potekalo vse, to je bilo jedro kampa, kot vidite na teh slikah. Tukaj vidite zemljevid, ki je bil na pročelju kampa, no, ta zemljevid je narisal sam Panos in ta zemljevid predstavlja torej otok Leros. Če ga malo podrobneje predstavim, ta otok je zelo razvejan, ni take tipične okrogle oblike. In vidite, da ima veliko večjih zalivov, no.
če gledamo vodoravno, to je Agija Marina, zaliv, katerega sem prispel, torej na desni strani ta večji zaliv, na desni strani otoka, na levi strani sta dva zaliva, ta južnejši, to je zaliv Laki, to je blizu Ksirokamposa, ta zaliv ga kasneje malo bolj predstavil, je zelo pomemben bil v času druge svetovne vojne, strateško, zaradi tega, ker je bil v zavetrju, okoli so hribi, dejansko je Leros zelo hribovit otok, in ker so lahko tudi torej dejansko bilo ustvarjeno v času druge svetovne pomembno pristanišče vojaško, zato je tudi veliko ladijskih ostankov na dnu morja. Spodaj, čisti južnejši zaliv, tukaj pa vidite ta pikice, pikice, to je pa Ksirokampos zaliv, in tukaj se tudi nahaja v bližini tega zaliva, malo bolj noter v celino se nahaja tudi ta kamp. Ta kamp, Panosov kamp, dejansko je nasad oljk, 300 do 400 let starih oljk, ki ga je Panos pred veliko leti kupil, od enega, mislim, da Turka, kakorkoli, in ga je dejansko ta nasad ohranil. Če nadaljujemo, tako izgleda ta kamp. V času sezone, ko sem jaz bil, je bil dokaj poln, ampak nikoli ni presegal, ni bil nabito poln. Tukaj so hodili mogoče redni gostje, popotniki, teh klasičnih turistov tukaj ni bilo, vse seveda to kamp, ampak to je eden izmed edinih kampov na tem območju, na teh bližnjih večjih otokih. Kaj je zanimivo v tem kampu, torej Panos je bil zelo, zelo samozadosten. Imel je podtalnico, mislim, da je imel izvirno, tudi na tem območju tudi veliko izvirov. Poleg tega, da je imel zajetje podtalnice, veliko hrane je sam predelal, zelo malo surovin, živil je kupoval v trgovini. Prav tako edino, če se je bil odvisen, je bila torej elektrika, lahko rečem, pa še to je imel namen zgraditi s časom tudi te sončne panele in tako naprej. Če grem dalje, torej tukaj vidite, kak je izgledal vstop v kamp, Leros Camping and Diving Club. Pomembno je omeniti, da Panos je drugače bil zelo dober, oziroma profesionalni potapljač v svojih mladih letih. Veliko je ta namen tudi potoval, kot mi je razlagal v svojih zgodbah, v svojih mladih letih je delal takšne stvari, da je popravljal naftne ploščadi na globini 200-300 metrov pod vodo, da je stopil v velikih infrastrukturnih projektih, pri gradnji mostov in tako naprej, in je bil v tujini tudi po več let neprestano, torej in se je poredko vračal domov na domači Leros. Ta njegov življenjski stil, seveda, je mogoče to do danes izvajal tudi kljub svojim 70 letom, oziroma še več, preko 70 let je bil star, še vedno izvajal torej potapljaške ture za goste, če so se pravi čas najavili pri njemu. Tako da ste lahko šli s tem pravim Grkom dejansko tudi potapljati. In Leros kot otok z dosti ostanki, torej druge svetovne vojne v vodi, v morju, je predstavljal res dober poligon za potapljanje, tako da je bila tudi dodana vrednost njegovega kampa. Poleg tega na svojih potovanjih je veliko spoznal drugih kultur in tako naprej, in je zaradi tega bil tudi zelo dober kuhar. Učil me marsikaterih jedi, ki jih on sam kombiniral, ki so bile po eni strani preproste, ampak so bile posebno še posebej zato, ker je večina sestavin, večina vsega bila nabrana naravno z njegovega vrta. Kot sem povedal, je zelo samozadosten bil in zaradi tega je bilo veliko teh jedi res posebno čarno. Prav tako je predeloval svoje izdelke, torej marmelado, fige, olivno olje, tudi vino in tako naprej. Njegovo olivno olje je bilo res izjemno, res zelo dobro, ki ga je zelo, zelo, zelo skrbel, čuval, po eni strani. Povedal mi tudi zgodbo, da ga je enemu turistu podaril steklenico olivnega olja, ampak so mu ga na letalu odzeli stran in se je Panos sam odpravil v Atene po to steklenico, ker ni teh steklenic želel pustiti na letališču. Tako da lahko veste, kakšen pomen je dal kakšen pomen je dal temu. Prav tako je sam ob vstopu v kamp povedal jasno in glasno, da on pripravlja večerje le določenim osebam, če se mu gost dopade, če mu turist nekako postane všeč, temu je pripraviti večerjo na njegovo željo, drugače pa ne, je bil zelo striktno. Tako da bi lahko rekel, da je bil, zaradi tega je bila ta izkušnja še bolj posebna. Čeprav se ni vsakemu turistu prilagajal, je bil dejansko, ni se držal načela, da turist ima vedno prav, on je bil gazda in to da vsem vedeti, in zaradi tega je bil ta kamp res tako poseben. Ampak je bil pa zelo pošten človek in zaradi tega
no so vsi, ki so prišli k njemu, to spoznali. No. So res, večina ljudi, no, ki je bivala v tem kampu, je kasneje izrazila, da se bo definitivno vrnila. In zato ima veliko stalnih gostov. No. Jaz sem spoznal ljudi res iz vseh koncev sveta, ki so prihajali vsako leto k njemu samo zaradi tega, samo zaradi njega, ne zaradi kampa, ne zaradi lokacije, samo zaradi njega, pa mogoče bolj njegove hrane tudi. Tukaj na levi sliki lahko vidite njegovega psa, Ice Hill, če se spomnim, kako mu je prav ime. Če ni bil Ice Hill, mislim, da je bil, da je bil res velik pes, kakorkoli, ki se je zelo rad igral s turisti, ampak ga ima veliko časa tudi pri njemu priklenjenega na dvorišču, tako da ni prosto tekal po kampu, ampak je imel tudi varnost, za varnost poskrbljeno. Če nadaljujem, to je bilo moje bivališče v tem kampu en mesec. Lahko vidite na desni sliki, torej 2 tanjši blazini za rjuho, no kasneje sem tudi dobil, da enega gosta mi je podaril napihljivo blazino, tako da je bilo malo boljše. Levo pa vidite, no, tako pod eno staro oljko, skrit moj šotor v senci, s predpražnikom seveda, tako da no, to je bilo, to je bila dejansko moja soba v tem kampu. To, še ostale fotografije z kampa, no tukaj je imel torej sanitarije, tuše, to sem pač vsako jutro moral malo počistiti. Dejansko je Pano že sam skrbel za čistočo, no ta kamp je bil zelo čist, naprimer, če gledamo standard, nasploh pa kampih v tej državi, ta kamp je res izredno čist, no. Tako da moje delo ni bilo preveč oteženo, lahko povem, ampak vsako jutro sem užival v teh pogledih, no. Za kampom sem hodil tudi en izmed hribov, Leros je zelo hribovit otok, veliko je hribov. Tudi veliko je, glede na kako veliki otoki so, pa koliko prebivalstva, je izjemno veliko cerkva na teh otokih, no, še posebej na Lerosu, tudi veliko srednjeveških gradov in tako naprej. Tako da je imel Leros, lahko rečem, že v celotni zgodovini pomembno strateško vlogo. No. Seveda bi pa tudi ob turški meji, no se v bližini je turška meja, torej začetek Male Azije in tako naprej. Tukaj vidite, to je naprej od Panosovega kampa proti jugu, torej v zaliv Ksiro Campos, v plaži, tukaj en izmed teh čudovitih cerkvic, ki so res ikonične, tako impozantne, no, na tem Lerosu. In tukaj ni turistov, dejansko skoraj. Torej, redko kje je še kakšen prostor v Grčiji, tako neodkrit, ampak tako lep po eni strani, tako fotogeničen. Tukaj sem seveda torej, v sredini dneva, po jutranjih opravilih, po poznem zajtrku, ki smo se ga s Panosom privoščili okoli 12 ure, sem imel nekaj ur prostega, da sem se lahko šel skopati, malo raziskovati otok po svoje, posodil mi svoje kolo, čeprav je imel 3 motorje, ne, od navadnega malega do pravega Yamahinega motorja, mi je pač posodil kolo, da sem se malo popeljal po otoku, ampak kot veste, sem zelo se pogaral, saj to, kot sem povedal, hribovit otok, no, tako da sem ga bolj z muko raziskoval. Tukaj vidite, to so razgledi, evo, to je Ksiro Campos zaliv, če zgledamo za spetine. Na desni sliki vidite, da ima tudi atletsko stezo, atletski stadion urejen, no, trgovina je, vse je, praktično nič ne manjka, vse, kar potrebuje takšna mala skupnost, no, ta del otoka. Razgledi so čudoviti, teh hribi v zadju, tu pa že južnejši otrok Kalimnost, ki ga bom kasneje predstavil, no, ob vračanju domov sem se ustavil tudi na Kalimnosu, no, prednji sem šel na Kos. To je nekaj teh fotografij. Tukaj pa je muzej druge svetovne vojne v mestu Laki. Laki pa je severne od Ksiro Camposa in kot sem prej omenil, Laki je ta strateški zaliv, no, kjer je bilo pristanišče vojaško in v ta mestu tudi ustvarili tudi ta muzej, ki pa se nahaja v rovih, dejansko v rovih starega bunkerja. In ima zelo veliko, zaradi ravno dediščine vojne, ne, v Spopadu to je bila znamenita bitka za Leros, mislim, da leta 1943, je veliko zanimivih predmetov, no, res bogat muzej, priporočam ogled, seveda mi mladi, ki študiramo, smo imeli brezplačen vstop, sem pa še ta muzej obiskal tudi na pobudo torej enega izmed gostov kampa, no, torej en slovenski učitelj filozofije je bil z mano in njegova žena in sta me povabila zraven, da smo si ogledali ta muzej, prav tako sta me podučila o Grčiji več, ne, in tako da je bilo moja izkušnja res še bolj dodelana, še bolj poučna. Če preskočim to fotografijo, evo tukaj vidite, tak je Laki. Torej to mesto Laki je malo bolj drugačno, kot je tipično grško mesto na prvi pogled, torej mesto so zgradili Laki dejansko Italijani pred pač v začetku druge svetovne vojne, kot sem povedal, strateško pristanišče in zato vidite to arhitekturo, ki je bolj italijanska, torej futuristična.
večina teh zavitih linij, ne, bolj tak aerodinamični, modernistični elementi v glavnem so, no, in je drugačen kot tipično grško mesto, ne, tudi ni tako nagoščeno, ne, z ozkimi ulicami. In tako mesto še ima takšno podobo še vedno danes, mesto je dokaj živo, tako da je vredno obiska, no, tudi par dobrih res kavarnic, slaščičarn, pekarne se tukaj nahaja, res izjemne pekarne so, jaz sem zelo navdušen, no, nasploh v mojih potovanjih v Grčijo, no, so tukaj bila res, tako je bila hrana od Panosa razred zase, ampak že vsi ostali obrati so bili res z vrhunsko hrano. Ali pa še dokaj poceni, ne, seveda, to še vedno ni tako visokih turističnih cen. No, tukaj pa je še več fotografij iz tega muzeja, na levi lahko vidite, no, torej tega morskega rušilec, no, ta ladja, ki je bila v tem zalivu, no, pa še tako letalsko opremo, no, in več, evo, tako izgleda muzej od znotraj, kot vidite, so to rovi bunkerja, na desni spodnji sliki lahko vidite to so iz vode potegnjeni, dejansko nabrani ostanki druge svetovne vojne, no, čelade, in kot Panos, kot profesionalni potapljač, kot človek, ki ga cel otok pozna, smo dejansko vedeli, potihoma nam je tudi kasneje potrdil, da večino teh artefaktov, lahko rečemo, zelo tega sam prinesel na površje, tako da se lahko muzej za te bogato zbirko ravno njemu zahvali, no, za to. In večina gostov, takrat, ko sem muzej obiskoval, večina ostalih obiskovalcev praktično gostov našega kampa, tako da Panosov kamp je vpleten v vse pore tega otoka, no. Vsi na tem otoku poznajo Panosa. Če povem, ko sem šel v restauracijo El Grigo, ko sem šel v kakršenkoli obrat, no, samo na pijačo, na kosilo, kakorkoli, ko so ugotovili, da poznam Panosa, da pri Panosu delam, so vsi tako, lahko greš, ni problema, na hišo. Torej, Panosa res globoko spoštujem v tem otoku in mislim, da je bil to dejansko zelo poznan prebivalec. Če grem naprej, kot sem povedal, se Leros nahaja ob turški obali, v bližini Turčije, in je tudi znam potem, da ima veliko taborišče, no, begunsko taborišče, kot ga vidite zapuščeno na zgornji sliki. Ni ravno prijetno videti, kako je ograjeno, no, za to mrežo bodečo žico na spodnjih dveh slikah. Ampak danes je nad tem taboriščem novo taborišče, ki je po noči tako osvetljeno, da zgleda kot velika tovarna, no, manufaktura, ki je zelo nekako nadzavarovano območje to, no, kar ne daje ravno dobrega občutka, ampak pač to je Leros, ne, in na teh otokih, ki so v turški obali, je to pogosto, no, da srečate, naletite na takšna taborišča. Če grem dalje, spet ta spletina, ki sem jo prej predstavil nad Ksero kampusom, no, spet ena izmed cerkvic s tem zunanjim zvonom in grško zastavo. Ti pogledi tukaj so res čudoviti, no, kljub vzponu pa vročini je vredno priti na ta razgledišča, no, ob katerih se res može da uživati, no, in se vdihniti ta otok, no. Tukaj pa je na spodnji sliki lahko vidite, mislim, da je bila Panteli, plaža Panteli, to je bila najbolj turistična plaža, ker je tudi najbolj znana, po mnenju večine, tudi po spletu, po informacijah spletu, tudi najboljša restauracija El Greco, kjer je bil tudi Panos, reden gost, no, ker so ga dobro poznali, in tako naprej, no. To pa je že bolj tipično grško mestece, ne, z belimi fasadami, ne, in s temi barvnimi rožami in tako naprej. Tukaj se pač, če se nabere turistov po letni sezoni, ravno tukaj, no, pa še tukaj ni tako kot na ostalih otokih, tako da še vedno se najde kak kotiček zase. S tem pa to plažo, pa so ti znani mlini na veter, ki so nekakšen simbol Lerosa tudi, ne. Na levi sliki vidite spodaj napis Harris, to je en najbolj znanih barov na otoku. Prav tako bar, kjer je Panos stalen gost, lahko rečem častni gost, ki ga zelo dobro poznajo, no. Če gremo pa naprej, potem, da bi še sledili tem mlinom na veter, v desno smer pa pridemo do najvišje spletine, kjer pa se nahaja tudi grad, srednjeveški grad, ker je tudi zelo obsežen, no, zelo velik grad, s čudovitim razgledom na vse smeri. In to so pogledi z bližine gradu, no, spet ena izmed cerkvic na desni strani, spodaj vidite, to je Agija Marina, zaliv Agija Marina, tukaj sem s trajektom pristal in tukaj boste, če boste vi obiskali Leros, tudi prišli s trajektom, no. Linije s trajektom so redne, dokaj poceni, no, niso zelo drage, tako da pa hitre.
tako da Leros je dokaj dostopna destinacija, no. Seveda, če letite na Kos in pol dalje. To so še slike z gradu, srednjeveškega gradu nad Agio Marino, no, kot lahko vidite. Res čudovito, no. Ohranjeno, ni gneče in tako naprej. No, tukaj sem se pa po teh stopnicah spustil noter, globje v Agio Marino. In kot vidite, stopnice pač izginejo. Tukaj sem se tudi izgubil, sem prišel v enemu domačino dvorišče in nisem našel poti nazaj, tako da nekaj časa trajalo, da sem se prebil med temi ozkimi ulicami. Kljub temu, da izgleda zelo razpršeno naselje, no, je to res tak tipično grško mestece z ozkimi ulicami in tako naprej. No, če se vrnem v kamp, po mojih raziskovanjih, tu pa tam sem dejansko bil nosto prisoten v kampu, no, nosto sem bil panosno na voljo, no. Ni bilo to samo klasično delo, strežba gostu, pospravljanje, čiščenje, ampak tudi opravila, ki pač pridejo v skladu s skrbjo za takšno veliko posestvo, ne. Od tega, da je zmanjkalo vode, da hladilnik ni delal, do tega, da smo morali reševati druge zadeve, kakorkoli. In če je bil Panos zadovoljen z mojim delom, se je bil Panos zelo strog, no, kakor rečem, temperamenten človek, no, tipični Grk po izgledu in po karakterju, lahko rečem, malo stereotipno, malo za hec. Mi je dovolil, da smo vsake toliko imel njegov motor, no. To je ta njegov najljubši motor, no, torej Yamahin motor, ki mu ga je zapustila en izmed njegovih, lahko rečem, žena, ki jih je spoznal na svojih potovanjih po svetu. To je bilo tudi priložnost, da mi je povedal en izmed mnogih zgodb, ne, od tega, kako se je prebijal po džungli, do tega, kako je 2 leti živel na Japonskem in ni vedel, kaj je jedel in tako naprej. Najbolj zanimiva zgodba, no, takšna skoraj neverjetna zgodba je bila ta, da on je imel pred 10 leti hudo nesrečo. Na divju se je potapljal in ko se je dvigoval na površje, ga je zadel motor in ga je zelo močno zadel, torej zlomil mu je rebra in mu je amputiral tudi roko. Panos je po svoji zgodbi, torej, kako meni je on to predstavil, potopil se na dnu morja, da je dvignil svojo roko, prišel na čoln in pomagal oživljati človeka, ki je dejansko padel nezvest, ker je videl Panosovo poškodbo. To je Panos dejansko njegova zgodba, ki jo dejansko predstavlja turistom meni, kateri še danes težko verjamem, ampak dejansko posledice te hude nesreče se vidi, no, roko so mu prišili nazaj in še zdaj, proti koncu svojega življenja je še vedno imel težave z premikanjem prstov. To živčevje je bilo zelo korenjeno, no. Dobro, da se je sploh dalo rešiti njegovo roko, ampak zaradi teh hudih operacij, ki jih je imel, pa dejansko zdravljenja, je tudi prodal veliko svojega, lahko rečem, svoj avto, čoln, vse, kar je imel. Kljub temu še ima posest na otoku, no, ta kamp, ker še posebej ločena njegova hiša in tako naprej, pa tudi ostale posesti, še imel nekaj na otoku, no, ker ta otok se dejansko še, seveda, ker je tak neodkrit, še vedno še privlačen, no, za nakupe. In zaradi tega veliko ljudi kupuje ta površje, no, ta, lahko rečem, posesti, ki dejansko so prazne, ko so nekoč bili to pašniki za koze in tako naprej. Dejansko ta gole površine. Če se premaknem naprej, torej glavni del, najboljši del, no, v kampu je bilo ravno pripravljanje jedi. Upam, da to ni malo preveč neprimerna fotografija, no, tako je Panos, tako so s Panosom pripravljali ribe. Vse smo samo, torej, tako da smo čistili ribe, jih pripravljali do vsake faze, tudi do te faze, da smo pač ribo samo pridobila. Panos se je zgodaj zjutraj odpravil na lov, tu pa tam, če ne, pa so mu ribe prinesli njegovi prijatelji, ribiči, tako da pri njemu je bilo res vedno sveža hrana, tako kot sem povedal, če ni pa pridelal na njegovem vrtu, je pa dobil od lokalnih kmetov, prijateljev, ribičev in tako naprej. Redko kdaj se odpravi v trgovino, če že gre za nujne stvari, ki jih ni mogel sam ustvariti ali pridobiti od prijateljev. Več o hrani bom pa povedal in teh izjemnih fotografijah, ki še jih imam, od tega, kaj sem se naučil, pa tudi v prihodnjem delu, v drugem delu grške avanture. Tukaj vidite, no, to je ta hrib, ki se ga vidi v ozadju kampa, na katerega sem se povzpel. In z tega hriba na desni sliki lahko vidite razgled na južni Kalimnos. Kalimnos je še bolj hribovit kot Leros, Kalimnos, ki ga bom kasneje predstavil, torej tudi zato znan naravno po plezanju in tako naprej. Na levi sliki to pa je en izmed teh vrhov, divjih vrhov Lerosa.
do katerega vozita cesta, no, kjer sem večkrat srečal čredo koz brez dejanskih pašnikov omejitev, no, ki so se z mano dejansko podale do vrha. Zato, ampak pot na vrh je bila dokaj dolga, ravno zaradi teh ovinkastih, te ovinkaste ceste, no, tako da je bilo to res dejansko pravo romanje. Mislim, da sem dobil pa sedaj vprašanje o hrani, ki ga bom prebral. Nekoga zanima, torej. Natašo zanima, te je naučil skuhati kakšno posebno jed. Ja, me je naučil pripravljati večino jedi na posebne načine, na njegov grški način. Še posebej jajčece sva polnila. Pa prav tako, kar mi je ostalo najbolj v spominu, oziroma kaj še sam pripravim, njegov pravi grški zajtrk. To pa bom kasneje predstavil v drugi oddaji, v drugem delu. Pojavilo pa še eno vprašanje, torej, ali se da po otoku potovati z javnim prevozom? Ja, do tega še nisem prišel, torej z javnim prevozom se je po otoku težje premikati, in javni prevoz je zelo šibko, no, tukaj razvit. Do otoka se da priti z trajektom, kot sem povedal. Leros, če se ne motim, ima tudi manjše letališče, ampak ni ravno v uporabi za takšne turistične komercialne lete, drugače pa avtobusna povezava je zelo redka, pa tudi jasnega urnika ni. Avtobus bolj pride, ko pride, pa če imaš srečo, ga ujameš, če ne, ko pride mimo kampa, tu pa tam po trobi, enkrat, dvakrat dan, tako da Panos gostom tega ne priporoča, ampak ker pozna vse ljudi na otoku, vsem gostom torej lahko organizira torej najem kolesa, električnega kolesa, motorja, njegovi prijatelji to pripeljajo dejansko v kamp, če ste gost kampa, dobite dejansko na pladnju, karkoli potrebujete, če pa dobre volje vas pa tudi samo odpelje kam, vas je lahko odpeljal kam, torej da, tako da je bilo to vse bolj improvizirano, no. Ampak pri Panosu se dalo dobiti vse, še posebej, če vas imel rad, tak, če sem bil všeč, ni bilo težave, ki je ne bi znal rešiti. In na mojo srečo sem bil tudi takrat na otoku, ko se je dogajala torej ena pomembna noč, torej ta praznik, nekako točno se že rekel, no, torej, mislim, bo malo pred Marijinim vnebovzetjem, avgusta, ko dejansko ulice oživijo, to je med Agijo Marino in plažo Panteli, in tukaj, kot vidite, je nekaj turistov, večino domačini, ki pridejo zvečer pogledati dogajanje, in kjer se dogajajo tudi ti razni plesi. In to bo res pravo doživetje skupaj, tudi z ostalimi gosti iz kampa, ki so bili iz Sicilije in drugih krajev, smo skupaj torej uživali v teh plesih, ob domači glasbi in tako naprej. No, Leros tudi znan po svoji folklori, no, torej po svojih plesih in glasbi, tako da več o tem, mogoče kasneje. Tukaj vidite, no, tako je izgledalo to živahno vzdušje na ulicah, zadaj na levi sliki lahko vidite ta srednjeveški grad, ki je bil osvetljen. Nekaj dni pred tem je bil tudi tukaj požar, tako da se še poznalo, no, seveda to Grčija, poletje, dovzetno za požar in tako naprej. Ja, kot je Nataša povedala, otok je zelo zanimiv, res je. Otok je ravno ta čar, no, kot nek divji, neodkrit otok, čeprav ima vse urejeno, no, za turista res od nastanitev. Je dovolj nastanitev na otoku, no, nekaj par hotelov in tako naprej, ampak en kamp, ravno Panosu, dobre restauracije, ugodne cene, tako da ta otok je res, kako dolgo še bo ostal takšen, kot je, prvinski, je vprašanje le časa, ne. Pa seveda, kako bo usmerili razvoj turizma na tem predelu. To je seveda otočje do Dekanetske, zelo oddaljeno otočje, no, če gledamo, odkud letimo, torej, kot sem povedal, na dnu Egejskega morja, ne, blizu obale Turčije, in večino turistov pobere ravno Rodos pa Kos, le manj se jih odpravi na Leros, dejansko so to največji otoki okoli. Eden izmed pomembnejših tudi Patmos, na primer Patmos je zgodovinsko pomemben otok, zaradi srednjeveške utrdbe, pa tudi zato, ker je tam ena izmed zgodb, oziroma na tem otoku je učenec oziroma ta svetnik Janez doživel svoje videnje, tam je bilo tudi napisan del Nove zaveze, če se ne motim. Tako da ti otoki imajo tudi zelo pomembno zgodovino, no, bogato zgodovino, tako kot sem povedal, veliko cerkva, veliko gradov, glede na količino ljudi, pa glede na velikost, pa večina otokov tudi hribovitih, tako da to je res prava avantura, če se odpravite ravno v ta predel, ne pa mogoče na kakšne klasične, kot je Santorini in tako naprej, no. Priporočam ravno Leros, Kalinos in Patmos in tako naprej. Tukaj še vidite nekaj fotografij z različnih koncev otoka, ne. Desna slika, v zadnji lahko vidite, to je ta zaliv Laki, na levi sliki, tukaj pa gledate Kalinos, no, to je druga stran Ksiro Campos zaliva, tukaj takšne ceste, ker ni žive duše, no, ker lahko se sprehajate, seveda v vročini previdno, ampak ja,
To še je najlepše razgledano. To se začne, torej leva slika tukaj se začne ta Lakijev zaliv, ki ga toliko omenjam. Veliko tudi plaž, spet, ki so večinoma prazne, ki so dostopne. Nekatere pa tudi ne na desni sliki, ta je teže dostopna. Ena izmed teh, mislim, tudi v Panosovi lasti bila, če se ne motim, tako da tukaj sam izkoriščal za privat kopanje, se odpravi sem in tako naprej, kot lahko vidite. To pa je ena izmed najbolj znanih cerkvic, spet ena izmed teh impozantnih cerkvic na otoku, na svojem otoku, v enem zalivu. Torej, ta cerkvica se nahaja na malem otoku, ki se mu reče Alinda, cerkvici pa se reče Agija Paraskevi. In ta cerkvica je spet eden izmed simbolov, poleg teh mlinov na veter, tega otoka Lerosa. Tukaj, če boste srečali turiste, jih boste srečali ali na plaži Panteli, ali pa tukaj. In kot vidite, je zanimivo, ker je ravno na ta otok vozi taka kamnita, taka betonirana potka, ki je tudi osvetljena po noči, tako da je res kraj za ustvarjanje čudovitih fotografij za Instagram in tako naprej. Pa tudi dober kraj za potapljanje. Potapljanje na Lerosu je res priporočam. Drugače pa tudi večino v zalivih so tudi podmorski izviri sladke vode, tako da zaradi tega je voda tukaj dokaj mrzla, in tako naprej. Pojavilo se je novo vprašanje, torej ta še zanima, ali imajo bolnišnico. Ja, Leros ima majhno bolnišnico, še mislim, da je posebej to povezano tudi z razvojem taborišč za begunce, tako naprej, da je to bolnišnica večja. Ne vem točno, kje se nahaja, mislim, ampak takšen majhen otok, kot je ta, ima tudi bolnišnico, tako sem povedal, ima tudi letališče. Na severnem delu otoka, ki je manj dostopen, bolj divji, še bolj divji od tega, kot je gledano z dostopa, z obiska turistov in tako naprej. Tam tudi imajo vetrnice, torej način pridobivanja energije preko vetra, električne energije, tako da ta otok ima res veliko stvari. Lahko rečem, da je samo otok je tako Panosov kamp zelo samozadosten. Evo, tu še nekaj fotografij tega otočka in cerkvice. Sedaj pa se prav spet vprašanje, tako da bom še na to govoril. Torej, teja zanima, kako pa je znanjem angleščine pri domačinih. Ja, kot posledično z manjšim obiskom, napram ostalim otokom je seveda tudi poznavanje angleščine šibkejše. Torej, večina domačinov ne zna angleško skoraj nič, nekateri znajo le osnove, zato se je kar težko sporazumevati na dokaj. Je pri Panosu pa zgodba popolnoma drugačna. Panos govori tekoče angleške, čeprav s svojim načinom, tak trdim govorom, ampak Panos angleško je obvladal. Prav tako ni bila angleščina edini jezik, katerega je obvladal. Govorijo tudi nemško, italijansko, pa tudi malo francosko, če se ne motim, tako da pri njemu ste lahko govorili z njim v različnih jezikih. Panos je bil res izobražen človek, že za svoje čase razgledan. Videl sem ga s profesorjem prav filozofije in strokovnjakom prav za grško kulturo, kako skupaj filozofirata ob večerih, tako da res spozna se na svojo zgodovino, dediščino, tudi njegovi predniki, kako vem, so bili pomembni zdravilci na otoku, pa ne kot predhodnik, zdaj bolj kot zeliščar in tako naprej. Tako da Panos ima svoje načine priprave, kako je zdravil kakršnekoli bolezni, zgodaj in tako naprej. Tako da ja, ta prvinska medicina je dejansko pri njemu, pri njemu ste doživeli, bi ste lahko imeli vse, poskrbeli za vse. Tudi če ste bili bolani, če se vam je kaj zgodilo, Panos je bil odgovor za vse, praktično. Tukaj vidite, evo, pripravljen njegove kosilo, vidite, to je bila zelenjava. Žal nimam slike njegovega vrta, ampak tako je izgledalo, ko smo se odpravili pobirati zelenjavo. Kljub sušnjemu podnebju lahko vidite, koliko zelenjave je zraslo. Tako da, ja, pripravili smo jedi, res izjemno. Na desni sliki lahko vidite njegova majhna kuhnica, ko se je sam uredil vse pripomočke in tako naprej. Tako da, ja, res je bilo posebno izkušeno z njim pripravljati jedi za gosta in za sebe. Vedno je dal dejansko svojo dušo, svojo srce v pripravljanje jedi. Tako da tukaj še vidite, ko smo nabrali zelenjavo, kako izgleda barviteno, vse njegovo z lastnega vrta. Seveda smo ta vrt vsak dan, vsak večer, pa se je malo zalivala. Ampak ja, v tem sušnem podnebju to se je pri njemu gojilo. Tako da ja, več o hrani, to še pokažem. Torej, tukaj smo tudi sušila paradižnike, te feferone, ki dejansko nisem znal ločiti od paprike, vse to pomešano, pa tudi fige.
ima veliko fig, tako da fige pri njemu samo na vodilo, torej vsako jutro se je odpeljal na motorju po vrč slane vode, ga prinesel v kamp, jaz sem pa moral med tem pobrati fige, ki so padle z drevesa, samo tiste, in jih za 1 uro namočiti v to vodo, da so si insekti šli iz te fig in da so izgubili to sladkost. Na to smo jih dala pod tako mrežo, kot vidite na sliki na sredinski sliki, sušiti za kar nekaj časa, torej za več dni, da so bile takšne suhe. Na to smo jih dali v škatlo z lovorjevimi listi za večjo trajnostno in jih je posul s sezamom in to je dejansko tudi turistom prodal, ali pa jim dal kot tistim, ki so mu bolj dopadli, jim je dal to dejansko za pot domov oziroma za nadaljnjo pot. Tako da ja, je bil njegov poseben način priprave fig. Recimo več teh kompleksnih idej, pa to bom predstavil v naslednji epizodi. Tukaj, mogoče, da vam naredim malo lušt, tako je izgledalo, kako smo mi 2 ribe pripravili. Tudi, ko ste videli, tam na recepciji kampa, je dejansko so trte, s katerega dela svoje grozdje in te trtine liste smo vedno nabrala vsak večer, jih opravila in na njih pripravljala, postregla ribe in druge jedi, tako da je izgledalo bolj, lahko rečem domače, bolj edinstveno in te res panos je kuha izjemno. Kljub temu, da lahko rečem, ni bil tukaj po sistemi HACCP pa ravno na vrhuncu, je bilo dejansko jedi so pripravljene izjemno takšnim okusom, da so vsi gosti res, ki so vsi privoščili večerjo, to ni bilo zadnjič. Nekateri gosti res so izpostavili, da se vračajo v ta kamp samo zaradi hrane. In kljub temu, da je hrana vseeno bila dokaj draga pri njemu, ker vseeno sam poskrbel za vse, je dražje, kot pa če bi kaj druge jedel, so ljudje še vedno redno prihajali. Nekateri so v 10 dneh, ko so bivali v tem kampu, 10-krat bili na večerji. Tako da ja, več o teh jedi, tukaj še ena slika, fotografija, na primer, več jedi, ki sem jih pripravila. Polnjene jajčevce, vidite na zgornji sliki z rižem, na spodnji sliki lahko vidite tudi, če se ne motim, pa polnjene paprike. Na sliki je to tipično grško solato, na desni sliki, spet njegova zelenjava, njegove olive, vse njegovo. Nekega dne, proti koncu mojega bivanja, tam sem ga tudi videl prinesti dve velike vreči riža, če se ne motim, in je to povedal zato, ker zaradi, mislim, da je bilo zaradi vojne, je povedal, da bodo se podražile, takrat je še pred svojim časom povedal, da se bo podražile živila, da se bo draginja povečala. In zaradi tega se je dejansko človek pripravil tako, da si nabavil 2 veliki vreči riža vnaprej, v kakrškoli primer, tako da je bil zelo natančen, zelo pazljiv za vse, pozorno, kaj se dogaja v svetu, kako rečem, ni bil v nekem zakotju, človek zakotje dejansko je vedel, kaj se dogaja v svetu. Pri njemu ste dobili informacije, kot odprta knjiga, kot novice, poročila, vse ste zvedeli pri njemu. Prav tako je imel zelo bogato knjižnico, izjemnih knjig, na vseh področjih od ekonomije do vsega, tako da je bil zelo načitan, izobražen človek. Veliko knjig mi je posodil brati, tako da pri njemu sem res se veliko tudi izobraževal. S tem pa bi zaključil prvi del te oddaje, ravno pri hrani, in s tem bom začel tudi drugi del, tako da vam pustim še malo luštno, še malo fotografij za naprej. Več o ostalih otokih, pa o tem, kaj vse še mi je zgodilo v kampu, bom predstavil v drugem delu. Sedaj pa se vam zahvaljujem, da ste bili tukaj z mano, da ste prisluhnili. Upam, da sem vas mogoče prepričal, da obiščete ta del Grčije, dokaj še je čas, da še bo ostal takšen. Seveda žal, kakšna je prihodnost s Panosovim kampom, še tudi meni neznano, ampak lahko rečem, da na mene je ta kamp pustil velik pečat, še posebej Panos, tako da še enkrat se vam zahvaljujem za vašo pozornost, udeležbo in do naslednjič, veliko potujte, se vidimo. Drugače pa ta posnetek tudi objavljen na YouTube kanalu Popotniškega združenja in v obliki podcasta na temu namenjenih aplikacijah. Tako da, to je to in bom vojaž do naslednjič.